Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer je zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je četrtek, 21. maja 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Pogovarjali smo se s športnim direktorjem nogometne šole NK Maribor. Odhod interventnih radiologov bi pomenil škodo za paciente, naj poiščejo rešitev, poziva zdravniška zbornica. Prvo javno igrišče za štrbunk v Sloveniji. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Na dan, ko sta selekciji U15 in U17 nogometnega kluba Maribor dvignili zasluženo lovoriko ob osvojitvi naslova državnih prvakov, smo se pogovarjali s športnim direktorjem nogometne šole NK Maribor Boštjanom Kreftom. Spregovoril je o doseženih ciljih, razvoju mladih igralcev, sodelovanju z Ilirijo ter prihodnosti teh talentiranih generacij v prvi ekipi. Boštjan Kreft, lepo pozdravljeni. Najprej čestitke za oba osvojena naslova, torej pri selekcijah U15 in U17. Je cilj v bistvu nogometne šole s tema naslovoma dosežen? Mi v nogometni šoli imamo vedno več ciljev, ki si jih zastavimo. En od teh ciljev je sigurno tekmovalni cilj. Vedno, če si v Mariboru, so tekmovalni cilji najvišji, tako da te cilje smo sigurno dosegali. Malo nam je žal, da nismo tudi v U19, in da tam smo namenoma šli v neke, pač smo bolj v razvoj, tako da smo igralce, ker so starejši postali igrati v drugo ligo, pa smo večinoma prvenstva igrali 5 ali pa 4, 6 kadeti v prvi postavi mladinske lige, tako da en cilj je dosežen sigurno rezultat, ko smo prvaki v 15-17. Tudi se mi zdi, da smo vsebinsko veliko ciljev dosegali, tako da je za nami eno uspešno leto. So pa tudi naredili kakšne napake, tako da zdaj, ko bomo to analizirali, se bomo dogovorili za naslednje leto na kakšen način, kako bi to odpravili, kako bomo izboljšali stvari, in se mi zdi, da verjamem, da je pred nami še eno še bolj uspešno. Kakšen je proces teh nogometašev zdaj za nadaljevanje teh, ki so zdaj pri U15 in U17? Boste nadaljevali s tem, da boste, najboljše pošiljali tudi selekcijo višje ali pa v druge lige? Je to fantom že razloženo? Ja, mi fantom vedno najdemo najbolj primerno tekmovanje za njihov razvoj. Oni morajo imeti izzive, ne sme jim biti prelahko, ne smejo pa tudi trpeti. Preveč trpeti, da ne delajo to, kar morajo na tekmi, da so skozi brez žoge. Mi vemo, da Maribor mora igrati na način, kjer ima posest, in na tak način jih tudi mi razvijamo, in upamo, da bomo vedno najdeli balans, da bomo vedno imeli prav močne tekme, da bomo napredovali. Tako da z vsemi fanti se pogovorimo, vsakmu razložimo njihovo razvojno pot, tako da imamo odkrite pogovore, tako da oni to že vsi vajo. Čemu pripisujete v bistvu, da je Maribor v teh dveh selekcijah, torej U15 in U17, pokoril konkurenco? Je to tudi neko odraz kadrovanja, ki ste ga dobro peljali v preteklih prestopnih rokih, sem pripeljali najbolj talentirane fante iz cele Slovenije, ali je to predvsem dobro delo? Ker vemo, da pogoji vseeno niso takšni, kot bi si nogometne šole v nekih večjih klubih želele. To je posledica vsega skupaj. Se pravi, veliko kvalitetnih igralcev je bilo že tukaj, veliko kvalitetnih trenerjev je bilo že tukaj. Je pa sigurno res, da smo tudi veliko stvari dodali, ker smo imeli možnosti, ki so nam jih omogočili v klubu. Tako da večino stvari smo imeli, pogoje se strinjam z nami, da bi bilo še veliko boljše, če bi se bo izboljšali. Kakor imam informacije, bomo tudi v naslednjem letu dobili novo umetno travo, tako da že tukaj se bo veliko izboljšalo. Pa bomo delali na tem, da te stvari izboljšamo. Se mi pa zdi, da je ključna, da imamo prave ljudi, prave trenerje, se pravi prave osebe, prave strokovne delavce, ki delajo z našimi igralci, in mislim, da je to ključno. Plus tega seveda brez dobrega igralca ne moreš več, mislim, da je vse to skupaj pa nesel to, da smo bili toliko suvereni. Gledali smo lepo reakcijo tudi navijačev na derbiju, tem mladim fantom so sporočili, vi ste Maribor, vi sicer niste Mariborčan, ampak čutite, da v mladinski šoli obstaja to zavedanje, kaj bi moral biti NK Maribor, kaj je NK Maribor, če zdaj malo paralelo povlečemo z člansko ekipo, kjer se zdi, da se je malo to izgubilo?
Polejte, jaz mislim, da s temi fanti, tudi s tem dogodkom na tej tekmi so pokazali, da je pred nami svetla prihodnost in seveda tisti, ki reče, da v tistem trenutku ni neki začutil, pač ni realno. Tako da to je bil res, po mojem mišljenju, najlepši trenutek letos v klubu, tako da na tem moramo graditi za naprej, pa da bomo tudi na drugih nivojih prišli do tega. Da se dotaknemo še mladincev, sami ste že omenili, številni so naredili korak drugam. Je pa bila ekipa kar lep del sezone na samem vrhu, ne, oziroma zelo blizu samega vrha, zadeve so se v zadnjih krogih malo spremenile. Je v bistvu tudi to bil problem, to neko povezovanje z Ilirijo z tega rezultatskega vidika, ali mislim tudi odhod Radovana Karanoviča, kak bi recimo razložili, zakaj je zmanjkalo, oziroma je to poraz za Maribor, da ni prvak v mladinske konkurenci? Glejte, prva stvar je seveda, da mi moramo imeti dober rezultat. Je pa tudi res, da mi moramo razviti igralce. In mi smo dali prednost temu, da bomo dali igralcem razvojne tekme v drugi ligi, v članskem nogometu, kar mislim, da je pravilno, da se je izkazalo za pravilno potezo. Morate pa vedeti, tukaj smo vseeno ostali v borbi za naslov. Igrali smo z dosti mlajšimi igralci, je bil pa malo problem, nočem iskati izgovorov. Mi smo imeli nekako tako sestavljeno ekipo, da bi vsem kljub temu mogli biti prvaki. Se nam je pa zgodil, ne vem, poškodba Tadića, poškodba Carrerota, poškodba... Mi smo 5 poškodb, na katerih nismo imeli vpliv. Se pravi, to je bilo počla moje stopalnica in take stvari. Niso bile to poškodbe mišice, pa nekaj stvari, ampak 5 ključnih igralcev, ki bi mogli delati, ali pa 4, ki bi mogli delati razliko in pomagati tem mlajšim, da bi zmogli vse tekme, se nam je poškodovali. In se zgodi taka sezona, jaz mislim, da vsem smo to zelo dobro spalali, da je bilo to zelo dobro. Bomo pa, to sem hotel reči, bomo naslednjem let to popravili. Po zim nismo imeli niti resursov, niti možnosti, da to drugače zapeljemo. Ampak bomo zdaj polet to spalali, da bo naslednjo leto boljše. Glede tega sodelovanja z Ilirijo me zanima, kdo je v bistvu zdaj pristojen za ta nek nadzor oziroma sodelovanje s klubom. Vi ste bili v preteklosti tam, trener, ki je bil v vaši ekipi, je odšel v Ilirijo. Kako poteka v bistvu to sodelovanje? Ja, lejte, mi smo pač Ilirijo posodili igralce, tako se že ve. Trener je Šoke in pač Ilirija in trener, mi njim zaupamo, zato smo jih tudi posodili te igralce, skrbijo za razvoj teh fantov in jaz mislim, da je to super za njihov razvoj in da moramo to gojiti naprej. Zdaj, morate pa vedeti, da zdaj samo tekmovanje poskrbi za to, da so oni bolj napeti, pa da imajo več izziv. Govori se v zadnjih tednih okoli Ljudskega vrta o plačilni nedisciplini, o nekaterih težavah v klubu. Zanima me, če se te stvari dotaknejo tudi kaj nogometne šole ali ta deluje nemoteno. Lejte, v nogometni šoli smo dobili vse plačilno nedisciplino ali pa rabljaše skoli. Do zdaj česarkoli ali pa karkoli smo prosili, smo tudi dobili, če je bilo le normalno utemeljeno. Se pravi, mi smo lahko sam veseli, da imamo to možnosti, ki imamo. In mislim, da se to tudi pozna po rezultatih, po napredku, po številu reprezentantov, po vsem tem. Tako da vse druge stvari, kar se pa dogajajo, lejte, jaz sem tukaj, da delam svoj del, vsi ostali so tam, da delajo svoj del, tako da ne bi nič komentirali. Ampak na nogometni šoli lahko povemo samo pozitivne stvari. Tako, ko jih vidite na igrišču, tako so tudi bili odnosi, tako je bilo tudi v pisarnah in tako je tudi smo vse stvari imeli urejene. Zaenkrat teh problemov. Ves čas, skozi celo sezono so številni mladi igralci priključeni članski ekipi, zdaj proti koncu sezone jih je stalno več, tudi na Fazaneriji smo videli 2 debija. Kako vi gledate na to, so ti nogometaši pripravljeni za to, tudi za ta nehvaležne situacije, recimo zdaj na koncu sezone, ko je Maribor rezultatsko najslabši v zadnjih 20 letih, pa nekako pridejo na plano nogometaši, ki
si ne bi zaslužili mogoče tudi kakšne slabe besede po svojih nastopih? Lejte, jaz mislim, da njihova naloga je samo, da igrajo nogomet in da napredujejo, in za vse ostalo imajo oni še čas. Moram pa povedati na to, kdo je pripravljen, kdo ni pripravljen. A je bil Vihar pripravljen, kaj še v šalam? Vse ne boš videl, pa je zdaj že stvar pripravljen. Tako da, to je vedno tako. Mlade igralce je treba za njih poskrbeti in nuditi support. In slejka prej bodo pokazali to, da so dobri igralci in da so tudi, kot ste rekel prej na začetku, neka generacija, ki bo pripadnost res vrnila Mariboru. Mislim, da na tem moramo mi graditi. Da bomo pa prišli do tega, da bomo imeli neko kritično maso naših igralcev, ki so vzgojeni v naši akademiji v prvi ekipi, bomo mogli pa še veliko narediti. Mogoče malo provokativno za konec, številnim nogometašem se iztečejo pogodbe, marsikdo je tudi od tistih, ki imajo pogodbe od izhodnih vratih, govorim za člansko ekipo, koliko igralcev bi lahko iz mladinske šole popolnilo kader v članski ekipi v prihodnji sezoni, če bi prišlo do nekega kadrovskega razsutja v prvi ekipi? Lejte, mi moramo iti korak po korak in te fantje imajo že kar nekaj stopničk, preden bojo pokrivali vse te stvari, tako da to bo ocenil tudi strokovni štab, ki bo prišel s trenerjem, mi bomo povedali, mi bomo predstavili, kam imamo, oni bojo pa v akademiji, oni bojo pač povedali, kaj rabijo, pa na kaj lahko računamo, za vse ostale bomo najdeli umestne poti, da bojo pač res prišli pripravljeni v člansko ekipo. Super. Vam laska, da je v bistvu nogometna šola, vsaj tako je mnenje javnosti, da je nogometna šola trenutno najbolj urejen del NK Maribora? Meni bo laskalo takrat, ko bodo te fantje res ratali produkt in bo igrali za prvo ekipo Maribora in bomo tam uspešni. Ker mi delamo vsi za to, da bo Maribor v prvi ekipi uspešen, drugače bo vse naše delo neuspešno. Mislim, da moramo vsi delati za to, da bomo enkrat v prvi ekipi imeli te fante in da bomo tam uspešni. Pa bom jaz zadovoljen, takrat pa pač sem vesel, da smo na pravi poti. Zdravstvo ni sistem, ki bi ga bilo mogoče dolgoročno voditi z odlaganjem težav, z administrativnim pritiskom ali z javnim obračunavanjem, temveč potrebuje trezen, odgovoren in strokovno utemeljen dialog, se na konflikt med interventnimi radiologi, ki so podali odpoved zaradi spora z vodstvom UKC, odzvala še Zdravniška zbornica Slovenije. Na Ministrstvu za zdravje se ne nameravajo vplesti, saj da je za ustrezno kadrovsko in finančno delovanje zavoda ter učinkovito organizacijo dela odgovorno vodstvo. Slednje se je zavilo v molk, ker pogajanja z radiologi še niso zaključena. Danes se bo sicer sestal svet UKC. Neuradno naj bi direktor Vojko Fris sicer nekoliko popustil, a strokovna direktorica rešitve ne podpira. Z njimi izgubimo mentorje in znanje, ki je v kratkem času nenadomestljivo, ker se je tukaj zbiralo leta, če ne desetletja. To ni beg možganov, to je izgon, pa o odhajajočih specialistih pravi eden od specialistov, ki se pri njih uči in ki bi jim bil sledil, če bi odšli. Opozoril je tudi na hude posledice za paciente, sploh pri zdravljenju možganske kapi. Strokovno bi se vrnili v leto 1993, zdravljenje ljudi v severovzhodni Sloveniji preprosto ne bi bilo enako kvalitetno stvari. Celoten članek Jane Juvan preberite na večer.com. V športnem parku Tabor v Mariboru so uradno odprli prvo javno igrišče za kornhol oziroma štrbunk v Sloveniji. Nova pridobitev, umeščena ob košarkarsko igrišče Gorana Dragića, je nastalo v okviru participativnega proračuna Mestne občine Maribor in bo obiskovalcem ponudila dodatno možnost rekreacije, druženja in aktivnega preživljanja prostega časa. Pobuda za postavitev igrišča je nastala v 4. ciklu participativnega proračuna, ko je občan predlagal širitev športnih in družabnih aktivnosti v športnem parku Tabor. Predlog je bil izglasovan v okviru projekta Rekreativni center za mlade. To je bil Večer zjutraj 21. maja 2026. Z vami sem bil Miha Dajčvan. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet.
Želimo vam odsteti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo. In ne pozabite, z Večerom razumete bolje.